Konnichiwa z Japonske. Mi bomo pa naslednje 3 tedne raziskovala to neverjetno otočje. In že zdaj veva, da se bova mogla enkrat še vrniti. Definitivno. Japonska. Dežela vzhajajočega sonca, poštenih ljudi in slastne hrane je prefinjeno skladje nasproti. Tehnološko napredna in moderna velesila, ki daje velik poudarek tradiciji. Pa začnimo v mestu, za katerega se zdi, da živi najmanj v letu 2050. Lepo zdrav iz Tokija, iz Šibuje. To je verjetno najbolj prometno križišče, prehod za pešce. Pravzaprav na svetu vsak dan se tu hodi pol milijona ljudi. In kako to izgleda v praksi, preverimo. Moraš pa kar hitro hoditi, da prideš čez. Takšna gneča ni za Japonsko nič nenavadnega, saj širše območje Tokija z 41 milijoni prebivalcev velja za najbolj naseljeno metropolitansko območje na svetu. Na 1 kvadratnem kilometru živi približno 15.000 ljudi. Svetovno povprečje je 54 ljudi na kvadratni kilometr, v Sloveniji nas je malo čez 100. Če je Shibuya Crossing najbolj znan prehod za pešce na svetu, pa je Kuža, Hachiko verjetno najbolj znana Akita na svetu. Zvesti Kuža je svojega lastnika na tej železniški postaji potrpežljivo čakal dan za dnem še polnih 9 let po lastnikovi smrti. Ta zvestoba se je Japoncev tako dotaknila, da so mu postavili spomenik, ki privablja številne turiste. In ne, zato ne potrebuje utripajočih in glasnih led zaslonov, ki so praktično povsod, kamor se obrneš. Nekateri so celo tako realistični, da se jih za hipec ustrašiš. Če ste slučajno jetlagani v Tokiju, lahko večer preživite na nešteto načinov. Trgovine so odprte do poznih ur, sicer pa se lahko zamote za nešteto igrami. Kaj se ti zdi? Recimo, probamo? Probajmo. No, da vidimo. Tokio je eno veliko igrišče in nakupovalna meka za stare in mlade. Tu najdete vse, od najmanjših mogočih anime figuric in manga stripov do najbolj luksuznih modnih znamk. Takole popoldne pa v Tokiju kar zaprejo ulico za promet in postane en velik trg. Ful so pa zanimive v bistvu vrste za ta fancy trgovine. Bolj kot z nakupovanjem imajo Japonci težave z igrami na srečo. Njihova odvisnost je tako velika, da ustvari kar 3% BDP-ja. Lepo zdrav iz Akihabare. Danes gremo z go-karti po Tokiju. Napravljeni v Pokemone in druge risane junake, še z druge perspektive spoznavamo to japonsko velemesto. Še dobro, da zaradi učinkovitega javnega prometa v Tokiju ni veliko avtomobilov. 3, 2, 1. Črt. Vtisi. To je zakon, hitrovska se reče. Šibamo čez Tokio! A še zdaleč ne tako hitro kot Shinkansen. Legendarni hitri vlak, oziroma Bullet Train Shinkansen, je prvič zapeljal 1. oktobra leta 1964, 10 dni pred olimpijado v Tokiju. To je več kot 300 km/h in povezuje kar 3000 prog. Ti vlaki so v 40 letih obratovanja prepeljali več kot 6 milijard potnikov brez ene same smrtne nesreče in edino iztirjanje se je zgodilo leta 2004 zaradi potresa. Leta 2003 je japonska uprava za železnice sporočila, da so zamude vlakov povprečno znašale le 6 sekund. Japonci so znani tudi po bento boksih, ki so sploh značilni, ko greš na Shinkansen. Tole imamo. Sushi. Pa topla kava. Ko že govorimo o japonski tehnologiji, pa ne moremo mimo še nečesa. Tokio je znan tudi po svojih javnih straniščih in to na zelo pozitiven način. Ena so res posebna, kot na primer tale. Prozoren WC. Zdaj te vidim. Bam! In zdaj nič več. Pa še brezplačni in noro čisti so. Visokotehnološka napredna stranišča pa so bila večkrat predstavljena na svetovni razstavi Expo.
Osaka po letu 1970 že drugič gosti največji svetovni sejem Expo. Letos pričakujejo 28 milijonov obiskovalcev. Vidimo, da je tukaj ogromno ljudi, se pa celoten prireditveni prostor razteza na 155 hektarjih. Ogromen predstavitveni prostor so zasnovali ob morju, na umetnem otoku Jumešima. Na novo so postavili tudi metro postajo, da je dostop za obiskovalce čim lažji. Na Expo vidimo izjemno veliko ful zanimivih paviljonov, res neverjetna arhitektura, ampak še bolj kot to pa vidimo vrste. Čaka se na vse. Čaka se tudi na to, da boš v vrsti čakal za nekaj drugega. Povsod so vrste. A to Japoncev več kot očitno ne moti. Skoraj vsi so na gnečo pripravljeni tako, da imajo s sabo zložljive stolčke in se ne ustrašijo niti 3-urnega čakanja za vstop v paviljon. Ikona tega Expa pa je ta ogromna lesena struktura Grand Ring, ki jo je oblikoval domačin, arhitekt Su Fujimoto. Maketo smo videli v Tokiu, zdaj pa vidimo dejansko stvar in res je ogromna. Arhitekt Fujimoto skupaj s svojimi sodelavci navdih za arhitekturne stvaritve črpa večinoma iz vsakdanjih predmetov in narave. Tako je nastal tudi ta ogromen lesen prstan, ki v višino meri 20 metrov, sprehajalna steza na vrhu je dolga 2 km, pokriva pa več kot 61.000 kvadratnih metrov, s čimer je postal največja lesena struktura na svetu. Na 155 hektarjih se predstavlja 160 držav in med njimi je tudi Slovenija. Posebno mesto v slovenskem kotličku ima arhitekt Jože Plečnik in naše glavno mesto. Izpostavljene so tudi čebele in naši vrhunski športniki. Ti so se ves čas najinega potovanja izkazali za najbolj prepoznaven produkt, če jim lahko tako rečemo, Slovenije. Najin vtis o Expu, prvem Expu, na katerem sva pravzaprav bila, to je res ogromna zadeva. Mogoče največji vtis pa je name naredil tale zunanji ring. Ja, paviljoni so lepi, pa ta Grand Ring je pač čudovit. Je pa res, da je zaradi gužve težko videti kakršnokoli razstavo, ker se za vse ogromno čaka. Zato je čas za malo zena. Dobrodošli v Kyoto, kulturni prestolnici Japonske. Tipičen primer zen estetike so kamniti ali suhi vrtovi, kjer se namesto cvetja uporablja kamen, pesek in mah. Delujejo neverjetno pomirjujoče. Podobno kot obred pitja mača čaja, kjer je vsak gib in dih natančen, tih in zavedajoč se. V Kyoto so vse vrti okoli mače. Tudi mača sladoled. Nemško dober. Ja? Poleg mače je Kyoto poznan tudi po gejšah, čeprav je verjetno več turistk oblečenih v kimone in naličenih s prepoznavnim belim pudrom, kot pa je dejanskih gejš, in templih. Tole je pa Kinkaku-ji, zlati budistični tempelj, ki je bil pred 75 leti tudi požgan do tal, to danes pa je replika. Ker je bil večkrat poškodovan, streho zlatega paviljona krasi Feniks, ki se vzdigne iz pepela in naj bi varoval tempelj ter v deželo prinesel mir. Tole pa je Todaiji, ena največjih lesenih stavb na svetu. V njej pa tudi eden največjih kipov Bude. Ta tehta kar 500 ton, je iz brona, iz zlata, premer njegove nosnice pa meri 50 cm. In prav toliko meri tudi posebna luknja v stebru. Legenda pravi, da tistega, ki uspe zlesti skoznjo, čaka dolgo in zdravo življenje ter razsvetljenje. Od budizma in zena pa k šintoizmu. 1000 Torii Gate, oziroma bolje rečeno 10.000 Torii vrat. To je posvečeno šintoizmu, so pa tukaj značilne lisice, ki se jim reče tudi inari. In zato tudi lisičja barva oranžna. Lisice naj bi bile posrednice božanstva Inari, boga riža, plodnosti, blaginje in uspeha. Višje, ko greš, manj je ljudi. Na videz neskončna pot med tuneli po 4 kilometrih in številnih pikih komarjev pripelje na vrh 233 metrov visokega hribčka Inari, a bolj kot cilj je pomembna pot. Tadam! Tole je najstarejši tempelj na Japonskem, Sensui, iz 7. stoletja in na vhodu nas pravi tale veličasten lampion, ki tehta kar 700 kg. Za njim pa najstarejša japonska ulica, kjer prodajo stvari.
Zelo priljubljena zadeva so tukaj tudi neke vrste listki, ki napovedujejo usodo, pa bomo videli, kaj nam napovedo. Okay. Zdaj pa premešam, ne? Pa. 6. Kam nam zdaj? Noč. Ja, tem gor. Oj. Good fortune in future. Yeah! The best. Ker ni bila črtova usoda v redu, jo moraš pa kle zavezati, da se slučajno ne uresniči. Duhovnost ima na Japonskem zelo velik pomen, globoko pa je prepletena tudi z umetnostjo. Umetniško ustvarjanje namreč Japonci pogosto dojemajo kot obliko duhovne prakse. Nič čudnega torej, da so po državi posejani številni muzeji umetnosti, ki se s svojimi razstavami in inštalacijami pogosto zdijo, kot da so z drugega sveta. Pozdravljeni na Naoshimi, še enem od japonskih otokov, ki je znan predvsem po kulturi in umetnosti. Najbolj prepoznavna zanimivost pa tale pikčasta buča. Nekdaj majhen in odmaknjen otok, ki je živel od ribolova in rafinerije bakra, do 20. stoletja ni imel posebne gospodarske ali kulturne vloge. Domačini so se odseljevali, dokler ni župan Naoshime uresničil svoje vizije in ustvaril otok umetnosti. S pomočjo slovitega arhitekta Tadaa Anda je Naoshimo postavil na zemljevid kulturnih atrakcij. Najboljše prevozno sredstvo po otoku je kolo in to ne katerokoli, ampak ta zadnje tisto, ki je bilo na voljo in to mnogo premajhno, ampak... Ne se razbiti. Dva hrošča na klovenskih kolesih. Gremo dobro gre, so dobro premikava. Odlično. Bele. Kolesa pa niso priljubljena le v manjših krajih, v središčih mest so celo bolj priljubljena kot avtomobili. V Kyoto ali Kamakuri je koles 10-krat več kot avtomobilov. Po njih pa radi posežejo tudi turisti. To je bilo kar dolgo za neelektrična kolesa. Se tako palamo! Še ena prijetna športna aktivnost na Japonskem je kolesarjenje. Shimanami Kaido je čudovita kolesarska pot, 70 km dolga in povezuje različne otoke, tudi s takimi mostovi. Že kmalu po štartu imamo prvi oranj klanc, da enega razgleda, ker nabirava višince. To še ni to. Škoda. Na vrhu sva! Območje ob notranjem morju Seto je nekdaj veljalo za brlog piratov. Mogoče se zato nihče ne kopa na rajskih plažah. Shimanami Kaido je CNN leta 2014 uvrstil na seznam 10 najlepših kolesarskih poti na svetu. Gotovo k temu pripomore odlična kolesarska infrastruktura in številne zanimivosti ob poti. Kot je denimo budistični tempelj Konsanji s 350-metrsko jamo, ki daje občutek, kot da si se znašel v peklu. To je jama s 1000 malimi budami. Izven poti sva zavila na, rečemo temu, zaključni klanc, na en super razgled. Ampak bože mili. Ali pa če ne bi. Od mene kar teče. Kogi merno spavaš? Muke so na vrhu poplačane.
ognjemeti in vse ostalo še pride, medva pa čisto navdušena, da sva na cilju. Prevozila sva več kot 80 km, več kot 600 otokov in ful sva se švicala. Res je bilo naporno. Bodo pa padali rekordi, to je nekaj. Kolesarjenje pa ni edina športna aktivnost, ki jo ponuja Japonska. Priljubljena sta tudi tek in pohodništvo. Vroče je. Zelo. Pa višinci so. Ampak nama gre. Približno tako dobro kot hoja v hrib. Ne, to ni vzpon na Fuji, ampak do pagode, od kjer se Fuji vidi. Fujisan, kot Japonci ljubkovalno pravijo svoji najvišji gori, velja za najbolj popolno goro na svetu. Je stožčaste oblike, saj gre v resnici za aktiven vulkan, čeprav je nazadnje izbruhnil ob potresu pred 300 leti. Jutr pa tjale gor. Vzpon na japonsko Sveto goro je mogoč le dobra 2 poletna meseca, prav tako je dnevno število pohodnikov omejeno na 4000. In čeprav 3776 metrov visoko goro vsako poletje obišče okoli 300 000 ljudi, se je le okoli 10% Japoncev pospelo nanjo. Tradicionalno se pohodniki vzpenjajo po noči, da ujamejo sončni vzhod, ki velja za duhovno izkušnjo. Pripravljena na sončni vzhod. In lahko bi se strinjala, da je res. Na Fujiju sva! A to ni le Fuji. Če bi želeli prehoditi vse uradne pešpoti na Japonskem, bi potrebovali več kot 10 let neprekinjene hoje. Uradnih označenih pohodniških poti je namreč več kot 10 000. Med njimi je tudi japonski El Camino oziroma romarska pot, ki se imenuje Kumano Kodo. Na nek način tudi duhovna pot in izkušnja. Pod UNESCO zaščito je, stavljajo več različnih poti. Midva greva danes do Tsuzikura. Oj, ali nekaj tacga. Bomo videli. Naj bi bilo pa nekih 16 km. Vlaga je pa, o moj bog, neznosna. Ki se prav teče znaj. Tole sva pa iznašla nov patent, ker je toliko vlage, da imaš kar pri sebi že tole hitro sušečo brisačko in se non-stop brišeš lahko. Kakšen se ti zdi Kumano Kodo do zdaj? Samljen. Samljen, ja, okej. Gozden, pa zašvecan. Kar dobro. Zdaj smo na neko mivko prišli. Se pa res spreminja tole rastje. Spet težave na poti. Normalno, da pride kakšne težave, kaj je? Nanje pa pozabiš v trenutku, ko prideš na cilj. Slapovi, reke, obala, zeleni mestni parki, prostrani gozdovi. Raznolika japonska narava in njeni ekosistemi očarajo tudi naravnih lepot vajene Slovence. Ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Japonske je tule v Kyotu in sicer Bamboo Forest. Arashiyama. Gre za eno izmed najbolj fotografiranih in obiskanih točk na Japonskem, zato je obisk dobro načrtovati zelo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. 500-metrski bambusov gozd na obrobju Kyota sicer ni največji v državi, velja pa za najbolj mističnega. Pred Kyotom je bila prestolnica Nara. Ta pa je najbolj znana po svojih posebnih prebivalkah in prebivalcih. To so jeleni in srne. 1000 jih tu živi.
Da gre za posebno japonsko vrsto, vam bo jasno precej kmalu, saj se živali tako kot Japonci nadvse spoštljivo priklanjajo. Vse to seveda počnejo v zameno za slani prigrizek, ki ga prodajajo na vsakem koraku. A pri neveščih turistih živali pogosto izkoristijo njihovo nepazljivost. Ne le srne, dobro hrano imajo radi tudi Japonci. Japonska kuhinja velja ne le za eno najbolj okusnih, temveč tudi najlepših na svetu. Pri pripravi jedi posvečajo veliko pozornost še tako majhni podrobnosti. Okus in videz morata biti v popolnem skladju, zato ni naključje, da je Tokio mesto z največ Michelinovimi zvezdicami na svetu, 251. A ja, pa tudi največ avtomatov ima država. 2 milijona je samo tistih, ki prodajajo pijačo, hladno in toplo. Osaka je kuhinja Japonske. Prav tu izvira okonomiyaki, posebna slana palačinka, pa tudi takojaki, koški popotnice, taka na posebnih krogcih. V Osaki so domačini obsedeni s hrano. Njihov moto je eat until you drop, oziroma jej, dokler ne omagaš. Upam, da bo tudi mi do danes to počela. Čeprav pojedo ogromno riža, rib in zelenjave, prisegajo tudi na meso. Še posebej znana je Wagyu govedina. Skoraj vsako mesto pa se lahko pohvali svojo must-try specialiteto. Hrana ni draga, japonski delovnik pa pogosto dolg, zato sploh v večjih mestih ljudje skoraj vsakodnevno jedo zunaj. V eni majhni gostilnici smo dobili tonkatsu. Izakaje ali v prevodu gostilnice, kjer se sedi ob sakeju, so izjemno priljubljene. Pogosto neznanci sedijo ob gostitelju, navadna večerja pa se tako spremeni v nepozaben obrok. Še o sladicah moramo kakšno reči. Za kralja sladic velja moči. Sladek cmok, narejen iz lepljivega riža. Tradicionalno je polnjen s fižolovo pasto, midva pa sva si raje privoščila čokoladnega. Nekateri food blogerji pa v Osako pripotujejo z enim samim namenom, da poskusijo najboljšo sladico Osake, to je Rikuro Jiggly Cheesecake. Čisto penasta. Ne presladka, zračna in božansko dobra. Na kos je ne prodajajo, ker verjetno vedo, da bi se hitro vrnil po še enega. Prost! To je tako hecno. Ne, nisva v Nemčiji, temveč Hirošimi, kamor očitno zaide tudi festival piva Oktoberfest. Veselje o pivu in dunajskem zrezku pa gotovo ni prva asociacija, ko nekdo meni to mesto na jugu Japonske. Hirošima. Letos mineva natanko 80 let od katastrofe, ko je bila 6. avgusta 1945 prvič v zgodovini uporabljena atomska bomba. V trenutku je umrlo 80.000 ljudi, 130.000 kasneje. Ruševine industrijske razstavne dvorane v središču mesta, imenovane Eidom, še vedno opominjajo na človeške grozote. Muzej in spominski park pa imata le eno nalogo – preprečiti, da bi se kaj takega še kdaj ponovilo. Zaključila sva z ogledom Peace Memorial muzeja v Hirošimi. Pretresljivo, vse skupaj. Res pretresljivo. Zato še toliko težje razumeš, kako lahko svet dan danes bolj kot kadarkoli razmišlja o jedrskem orožju. Ogenj bo ugasnil tedaj, ko ne bo več grožnje jedrskega oboroževanja. Žerjav je simbol dolgega življenja in pa sreče. Deklica Sadako Sasaki je imela 2 leti, ko je eksplodirala atomska bomba in 9 let kasneje zbolela za levkemijo. Prepričana je bila, da če zloži 1000 takih žerjavov, da bo ozdravela.
ker je prej umrla, so ji pomagali številni otroci iz celega sveta in še danes ljudje prihajajo in tu pred otroškim spomenikom polagajo žerjave. Čeprav je duh tragedije v mestu seveda močno prisoten, Hirošima živi naprej. Dalje živijo rastline. Ta evkaliptus za mano pa je prav poseben evkaliptus. Preživel je namreč atomsko bombo 740 metrov od epicentra, ampak je še danes tukaj. In tudi ljudje. Kljub boleči zgodovini pa je Hirošima danes eno tako pozitivno in živahno mesto. Veliko se dogaja, videli smo Oktoberfest, zelo so ponosni pa tudi na svoj plavajoči Torygate. Tadam! Ko se tako samcat vzdiga sredi morja, na nek način pooseblja japonsko družbo, ki se že dlje časa bori z osamljenostjo in samomori. Življenje v velikih in prenatrpanih mestih, kjer veljajo stroga pravila in dolge ure v službi, utegnejo biti za marsikoga preveč. V čustvih se neradi pogovarjajo z družino in prijatelji, zato predvsem mladi moški tolažbo raje poiščejo pri neznankah v lokalih, kjer prirejajo karaoke. A vse to očitno ne vpliva na dolgoživost. Japonska ima najdaljšo pričakovano življenjsko dobo na svetu in največ stoletnikov. Že več kot 100 000. Pozdravljeni na Pacifiškem oceanu. Na otočju Okinava je več stoletnikov kot marsikje na svetu. In šla smo preveriti, kaj je vzrok, da živijo tako dolgo življenje. Sredi Pacifiškega oceana, med Japonsko in Tajvanom, se nahaja subtropski paradiž 160 otokov Okinava, ki ga imenujejo tudi japonski Havaji. Med vsemi otoki sva midva izbrala otok Zamami, ki je znan po čudovitih rajskih plažah in posebnem odtenku modre, ki mu domačini pravijo tudi Kerama Blue. Po zimi pa v toplo morje priplavajo tudi kiti grbavci. Tukaj se skriva prečudovit podmorski svet s pisanimi ribami in morda tudi želvami. Mogoče jih pa vidimo, tako da danes se gremo potapljati. Zakon. Kaj smo videli? Želvo smo videli, pa toliko različnih rib, po katerih si jih zmisliti ne morem. Wow. Pa korale pa. Wow. Okinavi so nekoč pravili tudi dežela nesmrtnih. Njeni prebivalci imajo manj rakavih obolenj, srčnih popuščanj in primerov demence kot drugod, ženske pa tam živijo dlje kot kjerkoli drugje na svetu. Očitno smo razkrinkali skrivnost dolgega življenja tu na Okinavi. Skrivnost leži v ugodni klimi, nestresnem življenju in smislu, ki mu rečejo ikigai, ter odlični hrani, ki jo imenujejo tudi zdravilo. Morda pa je recept za dolgoživost v resnici preprostejši, kot si mislimo. Hvala Japoncem za uporabne življenjske nasvete in sayonara do naslednjič!